Dober dan in lepo pozdravljeni. November je za mnoge eden izmed najbolj dolgočasnih in sivih mesecev. Mogoče pa je zato zdaj tudi čas, da si večkrat privoščite kakšno dobro masažo ali refleksno terapijo stopal, ki vam lahko pomaga pri različnih težavah. Da postanem refleksoterapevtka, sem se odločila zaradi tega, zaradi svojega prvega doživetja refleksoterapije na mojih stopalih, ko se je to odvijalo, ko sem začutila energije, ko so se dotaknili moje duše skozi stopala, takrat v tistem momentu sem jaz to vzljubila, poiskala šole za to, ves material po knjižnicah, na internetu in se začela s tem resno ukvarjati. Oseba, ki se odloči za refleksoterapijo, pride k meni. Jo prvo kot prvo lepo namestim s prijaznimi besedami. Ponavadi nekateri so malo napeti, ne vejo zdaj, to je masaža, to je terapija, kaj se bo to dogajalo. Tako da prvo kot prvo je treba par besed, en kontakt vzpostaviti s človekom. Potem drugo, kar je važno, da mu lega ustreza, da se lepo uleže tako, kot mu paše, naravnava višino. Glede, nekateri imajo težave s hrbtenico, rabiva, da leži tako, kot je treba. Potem se lotiva stopal. Najprej je važen dotik, da mi vzpostavlja z osebo, ki je tukaj, vzpostavlja stik s tem, da položim nanj roke in začnem v bistvu z božanjem. Potem pa greva skozi celo telo, od začetka do konca. Začneva recimo z limfom, potem nadaljujemo s hrbtenico, glavo. Vmes, če recimo opaziva, da so nekje težave, ki izstopajo, da so blokade, tam se pa malo več poglobiva, več pritiskov ali masaž, kar je pač treba storiti. Na koncu zopet pridemo na božanje. Zdaj, odvisno, kakšna je oseba, ne. Če ste zelo realistični, potem kakšnih čaker ne bova vrteli ali kaj takega, ne. Drugače pa je lep, krasen zaključek, da vzbudiva še čakre. Zelo prijeten občutek je, pomiriš se in potem seveda se zahvališ osebi, ki te je spustila v svojo bit. In to je to. Refleksoterapija lahko pomaga pri vseh težavah. Omenila sem že prej stres. Stres je danes, veste, da povzroča večino bolezni. In če se mi sprostimo, si pomagamo. To je prvo kot prvo. Potem razni glavoboli, migrene, potem hrbtenica danes, računalniki, sami veste, da pušajo posledice že na mladih ljudeh, te drže dan na dan, premalo gibanja, vse to, ne. In s tem lahko mi že preprečimo, da bi sploh do tega prišlo, ko masiramo te dele. Potem, kar se tiče endokrinih žlez, hormoni, v puberteti veste, da so težave s hormoni, potem so težave v menopavzi, težko spijo ljudje, sploh starejši. In s tem zopet vplivamo na to, da se človek sprosti, da lepo spi. Tako da resnično v skoraj vseh primerih se da z refleksoterapijo lepo pomagati. Zdravje imamo v nas samih. Ne rabimo ga iskati, ne vem, kje je okrog. V nas je zdravje. Samo včasih
človek pod pritiskom, kot smo danes, sploh rabi pomoč. In ta pomoč je meni krasna v refleksoterapiji, v bioterapiji, v raznih masažah iz vzhoda. Pomoči imate, kar jo hočete. Vse ostalo je na vas, v vas samih.